Pozdravljeni! A veste, kater virus je, ki je bolj razširjen od korone? A veste, kjer? Strah. Strah je posebne vrste virus, ki te znotraj nekje v kosteh ga imaš v DNK. Strah pravijo, da je okrog votel in notri ga nič ni. Ampak dejstvo je, da tisti, ki je pa okužen s strahom, bo vedel, da je strah velik, gromozanski in da te lahko požre, dobesedno. In mnoge dobesedno požira strah. Strah pred neznanim, strah pred tem, kaj prihaja, strah pred tem, da ne bojo zboleli, da bojo zboleli, strah pred smrtjo, strah pred 1001 zadevo. No in dejstvo je, da je čas, da začnemo čistiti svoje podzavestne programe, da začnemo čistiti tisto, česar nas je najbolj strah. Jaz se spomnim kot otrok, smo imeli eno staro pratiko, po moje je bila pratika, še iz leta 1890, recimo, da je bila stara, je bila v glavnem približno 100 let in noter je bila slikca, kako so otroka, ki ni bil priden, odpeljali parkanje v Vražički in so ga, imeli so vile in so ga pekli na peklenskem ognju. No in dejstvo je, da, glejte, to je nekje na celični bazi tako močno zakodiran ta strah pred spremembo, strah pred jutri, pred tem, kaj bo jutri, strah pred, glejte, ne nazadnje, strah pred smrtjo je eden od največjih strahov, kar jih sploh obstaja. No in dejstvo je, da če imate vi v svojih kosteh strah, je čas, da začnete čistiti. Ker tisto, kar nosimo v svojem srcu, to potem privlačimo v svoje življenje. In bolj kot privlačimo to v svojem življenju, večje postaja. Ne vem, če ste brali knjigo, mislim, da je to Skrivnost Šambale, in notri opisuje zgodbo, kako so iskali to Šambalo, se pravi kraj na višji vibraciji, kjer živijo čiste duše v območju Himalaje. In vemo, da Tibet je okupiran strani Kitajcev in to skupino so zasledovali Kitajci. In v bistvu je zanimiva zgodba prav zaradi tega, ker piše, da takrat, ko so bili oni v tej vibraciji ljubezni, hvaležnosti, so vibrirali na določeni vibraciji in sploh niso bili videni tistim, ki so jih preganjali. In kakor je pa recimo eno teh, mislim, da je, jaz na pamet zdaj govorim iz zgodbe, ki Bog si ga vedi, kdaj sem jo že brala, mislim, da je glavni junak te zgodbe Will. In ona razlaga, ta njegov prijatelj, pravi, jaz imam vse preveč sovraštva do kitajskega naroda in mene lahko izsledijo. Mene sledijo tako kot lovski psi, vohajo moj strah. In glejte, ravno tako se vam dogaja. Če imate v svojih celicah strah ali pa sovraštvo ali pa jezo, pomeni, da določeni ljudje vas dobesedno vohajo to vašo energijo. Dobro vemo, da živali so izurjene o tem in živali res obvladajo. Recimo, nekdo, ki se boji psov, točno pes zavoha, kdo se ga boji, ker enostavno na koga bo lajal? Ja, na tistega, ki se ga boji. In pes zazna. Ravno tako je pri ljudeh. Ljudje na nezavedni ravni zaznamo, kdo je tisti, ki ga lahko v trenutku nadvladamo. In zato je čas, da počistimo. No, to je zdravilna molitev dekodiranja, začnite delati v tej smeri. In zdaj en strah, ki ga imajo pa mnoge ženske, pa to, da bi se komu zamerila. Ja, Bog ne daj, da bi se komu zamerila. Samo, da so vsi srečni okrog mene, pa sem jaz srečna. Se pravi, strah pred, to sem jaz tudi imela, strah pred tem, da bi nekdo povzdignil glas na mene in kakor je nekdo povzdignil glas na mene, sem jaz počepelna, tako kot kokoška. Veste, saj veste, kako izgledajo kure, ko počepnejo. Dejansko trpne in ne more nič več. No, tako dejansko mnogi delujemo. Ali pa jaz bom zase rekla, jaz sem nekoč tako delovala, ker enostavno to je bil program v moji glavi, v moji podzavesti, v mojem dušnem spominu. Enostavno program, ki sem ga vlekla za sabo. A ste videli, kako imam dobro barvo? En dan na soncu
pigmenta imam ogromno, en recept za vas. Če želite imeti dobro barvo, začnite jesti vsak dan po ene 5 korenčkov in še bolj se vsrkava, če ga majčkeno popečete. Tako da recimo lahko za kosilo, ko delate kakšno omako, noter narežete korenček, ampak bolj proti koncu, da ga ne razkuhate. Kakor boste korenček razkuhali, se mu glikemični indeks spremeni iz 15 na 85. To pomeni tisto korenje iz juhe. Ampak po drugi strani, če ga pa samo malo popečete na maščobi, se pa aktivira karotenoid. Karotenoid je pa barvilo za našo kožo in v bistvu na soncu potem lepo porjavite. No ja, no vidite, zdaj delam majčkeno reklamo za mojo kožo, ampak toliko se dobro počutim, majčkeno me obsije sonce in imam občutek, da diham drug zrak, kot da sem druga, kot da sem se napojila z novo energijo. In ja, sonce bo, slej ko prej, to je dejstvo. In zdaj pa gremo naprej. Kako počistiti dokončno strah? Glejte, ti ustrahovalci, ki so okrog nas, so z namenom. Mi moramo razumeti, da kot duše kličemo nase določeno lekcijo, določene ljudi, ki nam nosijo lekcijo. In ti ustrahovalci so včasih v obliki očeta, včasih so v obliki matere, včasih so v obliki nekega soseda, včasih je sin, včasih partner, včasih šefica ali pa neka prijateljica, ki te kar strese, ki te pokliče prijateljica, znanka. Dejstvo je, da te duše nosijo posebno lekcijo za nas. In sicer zrasti, naredi korak, dovolj je okovov, čas je, da se premakneš. V tolikih življenjih smo počepnili in bili tiho in pokorni, da zdaj pa mogoče čas, da začnemo dihati, govoriti, se postavljati za sebe. Mogoče je čas. Veste, duša se uči. Zdaj, če se vam zdi, da vse pritiska na vas, da se gosti čas, to je dejstvo. Čas se gosti, čas je tako, kot bi bili v nekem vrtincu. In prišle bojo spremembe in te spremembe bojo na boljš. In dejstvo je, da kdor ne bo počistil svojega strahu, lejte, lahko samo pridobiš še več tega, kar imaš v svojem srcu. Zato, lejte, dajte trenirati sebe, psihično, od znotraj, na hvaležnost. Enkrat mi je rekla ena gospa, je rekla, jaz sem toliko pridna, jaz vem, da bom prišla v nebesa. Ja, ampak toliko pridna ni njena naloga duše. Njena duša se ni prišla naučiti, da bo še bolj pridna, še bolj pokorna, še bolj ustrežljiva, še bolj nič. Njena duša se je prišla naučiti biti veličastna, biti mogočna, biti ona, biti popolna ljubezen. Naslov tele slike je Veličastna jaz. In ja, pol, ko bo knjiga, boste lahko tudi naročili reprint te slike, da jo boste imeli doma ukvirjeno. Dejstvo je, da ta slika nosi tako močno sporočilo, jaz sem veličastna jaz. Se pravi, jaz nisem predpražnik, nisem tista, ki moram osrečevati vse okrog sebe, nisem tista, ki sem dežurna čistilka in pomivalka, nisem tista, ki sem dežurni strelovod. Jaz sem boginja na zemlji. Glede, dokler mi tega vse noter ne začutimo, da jaz sem boginja na zemlji, toliko časa nas drugi ne morejo ceniti kot boginjo na zemlji. Vem, da sem že večkrat rekla, ampak naše južne sosede, one tako dobro znajo reči, o dušo, dal možeš. In normalno je to v njihovi kulturi, ženska reče, dušo, dal možeš. V naši kulturi ženska reče, joj, dragi, a bi ti lahko. Kaj bo rekel mož? Kaj spet rada? Kaj imaš pa za bregom? Veste, to je pa naša kultura. In mi se učimo, lejte, šele ko bomo mi rekle, a bi lahko. In zdaj, če imate program, vse moram sama, vse zmorem sama, jaz bom že nesla, bom odnesla. Ja, normalno, da imamo okrog sebe potem ljudi, ki se peljejo zraven. No, danes je prišla ena gospa, leta se poznamo, 30 let, je prišla po eno škatlo, težko,
Se reka, pa daj možu reči, da bo odnesel. Pa se zmorem sama. Ja, normalno, to je slovenska ženska. Zmore sama, odnese, prime, prinese, ni noben problem. Zato je pomembno, lejte, krepiti žensko moč, žensko energijo. Pomeni, da kdaj damo gor tudi kakšno oblekco, da se bolj ženstveno počutimo, mogoče naredimo bolj ženstveno frizuro, mogoče uredimo nohte, ampak ženstvena energija, lejte, ne moramo biti v ženstveni energiji, če smo možače. Zadnjič sem opazovala en par in je bilo tako zanimivo, verjetno ima ta zamenjani vlogi in je on v izredni taki nežni energiji, tudi do otroka, ki mu je razlagal, kako pa kaj. In potem, ko je žena prišla, ona je bila pa na juriš, tako, bu. In zanimivo, sem potem z eno prijateljico govorila, sem rekla, glih o tem, kako je ona tako kot en trol prišla zraven, še tako se je dala umetne te obrvi, da ima črne tako na not obrnjene, da izgleda tako jezna. In sem se pogovarjala, kaj je moglo to žensko, ki v sebi noter je ženska, ženstvena, pripeljati do tega, da je ona taka, ta hrust, taka možača. Veste, nekaj je moglo do tega pripeljati. Ali je ranjena kot ženska, ali ima ona kot duša zapredelati ranjeno žensko. A veste kaj, jaz doma nikdar nisem želela. Kot veste, pri nas doma imamo veliko kmetijo, pri mojih starših, in še v puberteti, a veste, potem, ko sem naredila, ali pa mogoče pol, ko sem že imela izpit tam okrog 18. leta, je moj oče rekel, lepa se mudi, pa pej na traktor in tako naprej. In tukaj sem samo pa uprla. Ne, na traktor jaz ne grem. Prav to je bila stvar, ženska pa traktor ne gre skupaj. In ga nisem niti enkrat peljala, pa dejansko dobro vozim avto, ampak prav na traktor pa ne. Dejansko, lejte, slovenska ženska pa reja zamore vse. Pele traktor, pele tovornjak, kje je problem, odnese, prinese, podpira 3 vogale hiše pa 4. pol. In zdaj poglejmo moški pol. Če ženska podpira 3 vogale in 4. pol, kje je tukaj moški? Se pravi, je njegova naloga, da tiste polovico 4. majčkeno podpre. To je slovenski moški potem takem. Se pravi, da že v podzavesti je to, da je slovenski moški tisti, ki bo že, a ne? Si itak ženska pele stvari. In ni v redu. Ženske moramo dati tudi prostor moškemu, da zablesti. A ne? Tako kot srbska ženska, ki reče, dušo, dal možeš. Se vem, da se smejete, ker to ni v naši zavesti, ampak se učimo. In zdaj tega, ki mu bi lahko rekla, dušo, dal možeš, nimam, ali pa dragi, ali bi lahko, to pomeni, da jaz naredim vse to. Ampak, okej, so določene stvari, ki jih dejansko, če le možno, ne naredim. In zadnjič enkrat, ko sem imela dostavo in Jani nalaga stvari od Aurore, te, ki z njimi sodelujem, ki prodajajo moje knjige, in on nalaga in jaz zraven stojim z rokovicami sicer, pa prav, no, Jani, jaz špilam damo. In se on smeji. Saj on itak zložil. Pač 2-krat, 3-krat več je nesel. Glih tako je bilo narejen, ampak jaz sem špilala damo. In to mogoče malo premalkrat naredimo. Zato, ker takrat, ko imate priložnost, da nekdo naredi nekaj od moških, dovolite, da to naredi. Zdaj pa poglejte. Zadnjič sem govorila z eno gospo in pa mislim, da sem vam že govorila in nikakor ne more shujšati, oziroma v zadnjih nekaj letih se je kar precej zredila. Je rekla, pa ni mi jasen, kaj delam narobe. In kaj dela narobe je to, da je jezna na sebe, ker ne naredi nobene spremembe. In ta jeza ji povzroča stresni hormon. Stresni hormon povzroča maščobo na trebuhu. Seveda, stresni hormon je drugi hormon, nasprotni hormon od hormona sreče, pomeni, da se pospešeno tak človek bolj stara, pa postaja vedno bolj siv, brez energije in tako naprej. In vse to jeza na sebe, ker ne naredi koraka naprej. To je naloga njene duše v tem življenju, da naredi korak naprej, da se postavi za sebe, da
predvsem do očeta ima ona karmično vez. Tako da, lejte, vsak izmed nas ima kakšno šolo, ker drugače ne bi bili pač tle in sploh v tem turbulentnem času. Lejte, zdajle mi čistimo karmo. Verjemite mi, ta karma, ki se zdajle čisti, je tako močna, ker čistimo Atlantido, jaz pa mnoge ženske čistite tudi Lemurijo, se pravi prvotna zemlja, potem Egipt, čas Mojzesa in verjemite, tukaj v Sloveniji, ti, ki smo tukaj v Sloveniji, smo modre duše. Tukaj je zdaj tak skupek modrih duš in jaz zdaj na tema bomo spet pogrnili, tako kot smo že velikokrat v zgodovini pač počepnili. In zdaj tale slovenski narod ima pa poleg tega še program, da smo majhni, da se nič ne da, in ta majhnost enostavno, ja, pa smo pa mečkani, pa se res ne da, in vsak malo se pritožuje, pa kokodaka doma in to je pa pol tudi vse. In zadnjič, ko sem gledala, mislim, da smo z otroci gledali Masterchefa, ko je rekla, ena gospa je rekla, jaz kot couch fan, mislim, da je gospa Irena. Ja, in couch strokovnjakov, mislim, da je v Sloveniji ogromno. Pač ti couch strokovnjaki vejo vse, ampak problem je, ker se ne premaknejo s kavčov. In ja, tukaj je problem. Tako da, za vsako spremembo je pa potrebno gibanje. In začeti se je treba premikati, začeti gibati, nekaj posaditi, nekaj delati. Ja, delo je tisto, ki pa vseeno, jaz vedno sem prepričana to, da delo osvobaja. Če zdaj pogledamo ta čas korone, bi človek rekel, so negotovi časi, ni varno vlagati v razvoj in tako naprej. Ja, lahko bi človek razmišljal na ta način. Ampak jaz delujem, ker na koncu koncev jaz vem, da s tem, ko delujem, nekomu bom pomagala, nekomu pomagam, nekomu podam roko, nekdo naredi korak naprej. Ker, veste, gre se za to, da ne glede na to, kaj se bo zgodilo, kaj je, kaj bo, sploh ni važno. Gre se za to, kako kvalitetno je to, kar je zdaj. Zato povsod piše, živi trenutni trenutek, živi sedaj, ta trenutek. In zdaj ta trenutek, če bi pogledali, vsak ima možnost, da nekaj posadi. Vsak. Tudi tisti, ki ima eno okensko polico, ima možnost, da nekaj posadi. In to je dejstvo. Se pravi, ni potrebno, da preklinjamo, da se nič ne da, ampak lahko naredimo korake. In ja, zdaj, če čutite, da tisto, kar morate absolutno narediti v svojem življenju, kakšen velik premik, no ja, mogoče je včasih potrebno iti po pomoč. In prav ta beseda slovenska, pomoč, se pravi, greš k nekomu po novo moč. In ja, seveda, jaz sem tudi v preteklosti šla kar mnogim ljudem po dodatno moč, nekateri so stopili na mene, pa ja nisem dobila, pri nekaterih sem dobila ogromno pomoči. Tako da, ja, lejte, sledite svojemu srcu in delajte absolutno tisto, veste, kar vam notranji glas govori. Ampak lejte, dokler ne boste strahu počistili, bo notranji glas govoril iz strahu in to ni ta prav. Strah je povezan z egom. Tega ne rabite. Ko boste počistili strah, boste šele zaslišali to svoje notranje vodstvo, ta šepet vaše duše, ki vam govori, kaj je sploh za narediti. No in to je ta skica, ki sem vam že zadnjič kazala, se pravi, duša je v povezavi z višjo dušo in tukaj dobivamo sporočila. Ampak dokler ne počistimo strahu, skozi nas govori strah. In ta, verjemite mi, ni ta prav vodnik. Delati iz strahu pred izgubo. Moram biti še bolj pridna, še bolj potrpeti, zato da bom prišla v nebesa. Ja, malo morgan. Vemo na sporočila, prehod v novo dobo, da vidimo. Prehod v novo dobo nam pa zdaj govori kaj. Čas je za radost. Pa že včeraj je ta karta prišla. Čas je za radost. Zdaj, ko dež pada vsak dan, kaj pa če bi v kakšno lužo skočila, pa je rekla, juhej, fajn je živeti. Veste, čas je za radost.
pomeni, da najdete stvari, ki vas veselijo. Karkoli, tudi če kvačkate doma. Naslednja stvar, resnica, jaz sem popolna. Dovoljujem si, da vidim jasno in da vidim resnico. Dovoljujem si odstiranje tančic, da vidiš to, kar ti si. Glejte, ko bomo mi počistili ta del, da gre tukaj stran ta koprena, pozabe, bomo dejansko začeli videti resnico. Mi v sebi noter smo veličastni, smo veliki, smo dejansko duša, ampak smo kastrirani. In je čas, da to damo stran, da postanemo resnica. No in še eno karto, da vidimo prehod v novo dobo. Grlena čakra. Spet je povezana z resnico. Svobodno izražam svojo resnico, ker jaz sem resnica. Kaj kriči v vas noter? Kaj je tisto, ki v vas kriči? Jaz vem, kako to zgleda, ker v tebi noter kriči, hoče ven, pa ne moreš izreči, ker govori strah. Moj največji strah je bil izreči besedo ločitev. To je bilo najtežje v mojem življenju. In seveda je skozi mene potem govoril strah, saj je še v redu. In sem še drugim ljudem razlagala, kako sem jaz srečna in tako naprej. In enkrat mi je ena gospa rekla pa Dajno, komu lažeš? In takrat nisem razumela, komu lažem. Seba, veste. In lejte, po čem veste, kje je vaša resnica? Kaj me duši? Česa ne morem izreči? Kdo me stiska za vrat? Moj blagoslov je, da čutim. No in tukaj sem ustavila. Kdo vam govori, da ste preobčutljivi? Kdo vam govori, da imate serijsko napako in daj enkrat že prebol? Daj no, nehaj se sekirati. To je tisti, ki imate z njim največjo šolo. Tukaj se morate postaviti za sebe. Tukaj je vaša šola. Varno lahko izražam svojo resnico, dovoljeno mi je govoriti. Upam si prepevati, se smejati in vriskati, ne glede na to, kaj poreče okolica. No in smo spet pri strahu, strah pred sodbo, strah pred kritiko, strah pred tem, da nam bojo ljudje rekli, nisi v redu. Taka kot si, nisi v redu. Recimo, jaz sem imela tudi še eno stvar za počistiti. Veste kaj? Moj oče mi je rekel, pa vem, da sem vam to že rekla, pa ne boš v novi knjigi spet ene nove vere učila. Se pravi, spet neodobravanje, strah pred tem, da ne bi bila sprejeta. Sem imela precej dela, veste, da sem počistila vse moje programe, ki so me zadrževali pred tem, da, veste, in ko sem prišla do zaključka, da konec koncev duša si izbere družino, da predela lekcije. Mi nismo nič dolžni nikomur, ne staršem, ne starim staršem, ne bratom, ne sestram in ne polnoletnim otrokom. Nikomur nismo nič dolžni, kar smo pa mi dolžni, veste komu? Sebi svojo celovitost. To je edina stvar. Vse ostalo je balast. Vse ostalo je balast. Nikomur nismo nič dolžni. Smo pa dolžni svoji duši. No in zdaj gremo naprej. Jasno se zavedam, kdo sem. No in to je tista ta zadnja zadeva, ko se začnemo jasno zavedati, kdo jaz sem. Da mojo družino sem si izbrala z namenom, da predelam lekcije. Moja duša je rabila točno tako družino, da ozavesti bolečine in jih predela. Točno vse je prav. In ko enkrat jaz to sprejmem, da točno to rabim v mojem življenju in da kot duša, ko začnemo gledati na vse, kot duša gleda na življenje, kot na igro, si rečeš, to je lekcija, to rabim narediti. Zdaj vam povem nekaj naključij. Kaj se je zgodilo zadnjič, ko sem bila v Izoli in pa sem vam po moje že govorila, ali pa sem moji hčerki govorila, nimam pojma. V glavnem, bilo je tako neverjetno z gospodom, ki sem mu pomagala, da se počuti danes kot mladenič pri 20 letih, ki je kar precej shujšal in ki je ves vitalen,
No, s tem gospodom sva šla na kavo in naslednji dan, ko se dobim s Tino in ko govoriva o tejle sliki, nekdo sedi 2 mizi stran in naju opazuje. In pač jaz pol še čihlem, je rekel, res je, in v glavnem pol začneva govoriti in na koncu tudi temu gospodu, glejte, tata prvi gospod sem mu jaz pomagala, da je shujšal, da je preoblikoval, on je svojemu bratu pomagal, da je shujšal, da se je preoblikoval in ta njegov brat je shujšal 10 kil. Juhej! In je rekel, a vi ste ta, ki ste mi pomagala. In ja, ti ljudje berejo knjigo, ko imajo hormoni žur. Vidite, juhej, meni je to plačilo, meni je to plačilo, meni je to tako lepo, ko vidim, da s tem, ko govorim, ko širam, nekomu podam roko. A ni to nekaj neverjetnega, da enemu po enemu pomagaš, da dela korake. Ampak ja, glejte, mene življenje ne špara, pod prvo korake delam jaz sama. Tako da isto vi naredite in boste videli, tudi vi z vašimi koraki boste nekomu v vaši okolici pomagali, da naredi korak naprej. Tako da uživajte življenje. Življenje vas ima rado, samo imejte tudi vi sami sebe radi. Ker ne more vam življenje dati več, kot vi ste pripravljeni sprejeti. Tako da, ja, uživajte.